Našega kolega Miloša Simova, ki je sicer specialist pediatrije in se je k nam priselil iz Srbije. Miloša smo povabili, ker smo želeli v bistvu predstaviti še drug vidik, se pravi, kaj se zgodi, če pride do uničenja v bistvu razgradnje javnega zdravstvenega sistema in pojavu vzporednih nenadzorovano privatiziranih zdravstvenih zavarovanj in zdravstvenih storitev. Tako da bi prosil še kolega Miloša, če se lahko vklopi. Miloš, se slišimo? Hvala, se slišimo. Super, izvoli, beseda je tvoja. Metamorfoza zdravstva v Srbiji v 5 minutah. Za ljubezen, za prepir je potrebno dvoje, ne? Tako je tudi v metamorfozi zdravstva v Srbiji, smo pač na začetku postajamo paciente in zdravnika. Začela se je v času vojne oziroma po vojni, s katerim je razpadla Jugoslavija. Pacient je bil marginaliziran, ker ni bilo finančne injekcije sploh, da bi rešilo ne samo zdravstvo, ampak tudi ostale elemente državne strukture. Delalo se je par let v sklopu zelo nizkih kapacitet zdravstva, razmere so bile slabe in že v štartu je pač ta sprememba, ne, za večino specialistov bila samo znak, da morajo iti ven, kar pač rešiti svoje kariere. Potem je veliko študentov šlo iz države in je prišlo do velikega pomanjkanja zdravnikov. Država ni bila sposobna reševati teh zadev, v diagnostiko se ni vlagalo, niso vlagalo izobraževanja. Tako da posledica nestabilne slabe finančne situacije je šlo v prilagajanje najprej posebnim posameznim skupinam pacientov, ki so pa zahtevale, da bi pa za zdravstvene ukrepe plačale, kar pač lahko plačujejo. In je potem ta metamorfoza začela dobivati na veličini, bi rekli. To so na začetku bile ambulante, nato so ratale mini klinike, potem pa cele bolnice. Nekaj od elementov metamorfoze so bili implementirani tudi strani pacientov, ker pacienti najprej so bili to zgolj socialni, empatični, človeški, bom rekel, nagrajevalni ukrepi, kot so bila darila. Potem je človek rekel, da namesto daril spet bo plačal. In logika, plačal bom, da bom zdravljen, pravilno, pravočasno in strokovno. Se pravi, vidimo ful enih anomalij. Tukaj je pa zdravnik v javnem sistemu bil skoraj ogoljufan, država še vedno ni ukrepala in satisfakcija je padla. Se pravi, tukaj imamo vse elemente, imamo problem, imamo nizko satisfakcijo, imamo javno zdravstvo, ki pač ga ni več oziroma se zgublja počasi. Potem je sistem začel razvijati hibride, o katerem sem govoril, privatne ambulante, klinike, bolnice. In to je zdaj v 20 letih prišlo do tega, da pač skoraj da imate kot podobno pri Telekomu kartico zvestobe za eno kliniko, bolnico, pač celo za zdravnika. In da je pač pacient zgubljen v tem sistemu, razen pa če se prepusti samo enemu, ampak posledica je pa zelo slabo primarno javno zdravstvo, česar si mi ne želimo, ne? Tako da posledice so bile take, da je v 20 letih, pač to so javne informacije, v bistvu dostopne, zdravniki, ki so šli iz Srbije, jih je več kot 800 na leto in več kot 10 tisoč v 20 letih. Če primerjamo velikost Slovenije, populacijsko in Beograd, ki je približno tam 2 do 3 milijona ljudi, je to več kot 2000 zdravnikov pač v teh 20 letih, kar je ravno katastrofi. Sistem še vedno si ne opomore, plače so nizke,
Višji zdravnik specialist v Srbiji ima 1000 evrov, kar se seveda se nadoveže na to spet na satisfakcijo, o kateri sem govoril, in kaj pač povzroča, če izgubiš kontrolo nad razvojem zdravstvenega sistema. Tako da brez sistematiziranih ukrepov ni strukture zdravstvenega sistema, je popolna zmeda. Pride do centralizacije zdravstvenega sistema, kot ste rekli, nekako okolica Ljubljana in okolica velikih mest si lahko privošči privatizacijo sistema. Ne bi si smela, no, ampak si lahko. Kaj pa pri nas v Idriji? Sigurno ne bo pač tukaj izrasla ena klinika ali pa karkoli. Čem reči, da pol tudi dostopnost zdravstva pacientom bo izredno nizka, slaba. Lahko da bo celo zdravstveni dom v Idriji, če bi se šlo v privatizacijo sistema, nehal obstajati, ker pač ne bo zdravnikov, kateri bi delali sploh v javnem zdravstvu. Mi smo pač s Hipokratovo prisego pripravljeni marsikaj prinašati, ampak če izgubimo spoštovanje in če se zdravstveni sistem, v katerem delamo, zamegli, je pa pol se nam tudi rojevajo veliko vprašanj in odgovori pa niso v redu, no, tako bom rekel. Hvala.